En prav lep pozdrav. Danes en zelo kratek video, ker sem dobila eno vprašanje, pa bomo na hitro pogledali, kako jaz gledam stvari in razmišljam, ko ugotavljam, a so zadeve v redu ali niso v redu, ali bom izgubila denar ali ne. Tako da si kar na hitro poglejmo. Share screen v bistvu. Share screen, takole. Takole. Tole je tale spletna stran, za katero sem dobila vprašanje. In sicer, če pogledamo, zdaj ta spletna stran uporablja vse v zvezi s PulseX, PulseChain in Hexom, logotipe, to je vse javno dostopno, tako da to sploh ni problem narediti. Je luštkano, zelo luštkano narejena spletna stran, vendar jaz kot tako zadevo vidim, meni se začnejo takoj neki alarmi rdeči, pa bom povedala, zakaj. In sicer, zdaj že prva, stvar je to Free PulseChain, PulseX voucher, ne, to je v bistvu testno, to so testni kovanci. To pove, da pač bojo te kovanci testni, in zdaj tukaj piše, da jih dobiš 100 vsakih 24 ur, možno, ampak zakaj bi rabil toliko kovancev? Ne razumem, v bistvu, ker to so testni kovanci, itak, ko bo PulseChain se lansiral, jih ne bodo več v uporabi, a ne. Zakaj bi nekdo toliko dal kovancev zastonj na dan, brez veze? Zdaj, to je prvi alarm. Drugi alarm je v bistvu to, da, tukaj spodaj je tako kot kaj pa vem, kot neka borza in se prijaviš, da dobiš o teh kovancih, maile oziroma karkoli. Jaz tega nisem naredila in tudi ne bom, ne grem gledat. Zakaj ne? Zato, ker mislim, da je to scam, da je to prevara, po mojem mišljenju. Tudi za to spletno stran jaz do zdaj nisem vedela, slišala, videla še nikoli, niti ni noben heksikant verodostojen tega omenil, te spletne strani, a ne. Če bi bila ta spletna stran res nekaj vredna, potem sem sigurna, da bi kdo o tem kaj rekel. Zdaj, kaj se lahko zgodi, če klikneš gor na tale gumbek? Zdaj, jaz mislim, da ta spletna stran samo zbira podatke, maile in pa, ker je Twitter pa, Telegram, a ne, dobijo še tvoj telefon. In zdaj, če dobite te free pulse, a ne, pač MetaMask je treba seveda skonektati, tukaj gor nekje, navodilo za MetaMask. Evo, tukajle, MetaMask. In če bi vi recimo skonektali, povezali svojo pravo denarnico, MetaMask ali pa Ledger, kjer imate noter druge kovance, druge stvari, in, da bi tale free token, PulseX token, ki ga ne moreš preveriti, ni variante, da ga dobite dol v denarnico, pa da je to scam, prevarantski kovanec, boste vse izgubili. In lahko, da je, to je moje predvidevanje, možno je, da, ta kovanec, ki bi ga imeli v denarnici, pa da ga pozabite, da bi potem, ko se PulseChain lansira, v resnici, da izgubite vse. Tudi, karkoli ste žrtvovali ali karkoli. Tako da, če hočete tole preizkusiti, absolutno namontirajte oziroma namestite posebej, svežo, novo pač MetaMask denarnico in preizkusite samo to stvar, samo tam. Jaz tega sploh ne bom delala, ker se mi zdi tole brez veze, a ne. Zdaj, tole je uradna, pač tole priznana spletna stvar, spletna stran, Pulse Hotlist, se pa, tole bom dala v povezavo spodaj v opis.
Tukaj lahko preverite čisto vse kovance in to je res prava spletna stran, prava, ni prevarantska. In tukaj lahko preverite čisto vse projekte, ki se delajo zdaj na Pulse Chainu. In tega jaz nisem našla, ker tegale projekta nisem našla. Ni tam gor in za mene ne obstaja in za mene je scam, če ga tam gor ni, a ne. Tako da tole si zapomnite, Pulse hotlist lahko uporabite. Pol naslednja stvar, ki bi jo rada povedala, v bistvu je tole, če greste, recimo zdajle raziskujem ta Digital Bank, nekdo mi je tudi, dobila sem priporočilo, da naj pač za tole zadevo, jaz sem šla pogledat, zdaj, če v Nomiksu že poglejte, a ne, pač ko date eno stvar noter, zdaj tega seveda ne morete za Pulse Chain narediti, ampak na splošno za kovance, a ne, kako grem jaz neko stvar preveriti, a ne. Zdaj prvič spletna stran od tega D-Banka je v nekem tujem jeziku, ki ga jaz ne razumem in lahko samo ni niti angleščine in ne moram niti, lahko bi z Google prevajalnikom to naredila, ampak vprašanje, koliko bi Google to res dobro prevedel, pa koliko bi jaz to razumela. Zdaj recimo, ta Digital Bank je, če gremo pogledat, štartov je zelo dober, v bistvu, in potem je zadeva od junija, kdaj je začel? Junij, oktober, kaj pa vem, kdaj je začel, marec 21, že lani je bil, a ne, je kar fajn padel dol za kakšnih 90% ali pa skoraj 100%, a ne, skoraj 100%. Tako da ta zadeva se po mojem mišljenju sploh ne uporablja, takole jaz malo preverjam te reči in tukajle v bistvu ni nobenih podatkov, samo spletna stran, ke jo lahko kliknete, greste gor, čisto nič drugega ni, a ne, samo cena pa spletna stran. To v bistvu je baje na blockchainu, če je to na blockchainu, je privat. To je privat zadeva. To in gre sigurno za kakšno manipulacijo, ki mene ne zanima, sigurno, a ne. Gre pa, D-Bank je napačno ime, ker ne more biti banka, tudi Hex ni banka, v bistvu je svoja banka, na svoj način, ni pa del monetarnega sistema, še ne, a ne, ni. Niti Hex, tako da tudi tole ni, v bistvu je čista manipulacija, niti tradati ne moreš zadeve, ker ni nikjer, v bistvu, če greste na markets, ni šans, ni variante, nič ne moreš s tem narediti, v bistvu tudi neke tokene dobiš zastonj, ampak kaj boš s tistimi tokeni, ke ne moreš prodati, ne moreš nič, brez veze. Kam gre denar v bistvu, kako se to, ne da se nič ugotoviti, a ne. To so alarmi v bistvu, ke so za mene res markantni, ne grem v tako stvar. Zdaj, če pogledamo Hex, a ne, na Nomiksu, tukaj imate vse podatke o Hexu. Vsi podatki so transparentni, vse lahko pogledate brez problema, cena in tukaj je pogodba za Hex in mreža, na kateri se to dogaja, in vse ostale zadeve, če kliknete na markets, lahko vidite, da se dogaja definitivno na veliko marketih oziroma prodajalnah imate, lahko menjate Hex, lahko delate z njim, kar hočete, prodajate, kupujete, in če greste na Etherscan, tam, kjer Hex ima mrežo, trenutno je na Etherscanu, vidite, da je to čisto legalen kovanec, v bistvu vse njegove podatke, koliko ima zdaj vrednosti, in pa tudi, če greste dol pogledat transakcije, ne. Transakcije se dogajajo, recimo tukaj nekdo je, transfer, se pravi, to je pošiljanje Hexa, stake starts, nekdo je začel stake, recimo,
nekdo je končal Stake End, nekdo je končal Stake, in potem Stake Good Accounting, nekdo je prestavil svoj stake na boljše čase, recimo, dogaja se. V glavnem, se lahko vidite in pogledate. Tako da dajte paziti, kadarkoli v bistvu lahko mi takole pošljete, kakor mi pošiljate, jaz sem zelo vesela, da mi pošljete, imate spodaj v opisu imate moje povezave in lahko takole skupaj pogledamo zadevo, vam pač malo povem, a ne. Tako da dajte se temule ogniti, če boste probavali, lahko napišete v opis, kaj ste ugotovili, ampak absolutno čisto neko drugo svežo denarnico, MetaMask, kjer nimate nič noter, pa probajte, a ne. To bo verjetno na push-chainu, ali to deluje ali ne deluje, pa lahko napišete pol v komentarju. Jaz tega niti ne bom naredila, zaradi tega, ker nočem, da se mi karkoli pripopa gor na kompjuter ali pa kamorkoli, ker že zdaj imam kar težave, ker sem ene stvari preverjala za vas, in me kar naprej kličejo iz neke tujine in dobivam neke spam maile in pa tudi veliko hekerjev se mi je gor nabasalo in pač sem jih spoznala in, še tole bi povedala o tem PulseX-tokens.com, še tole bi povedala, Twitter, a ne, imajo tudi Twitter, jaz seveda jih nisem followovala oziroma nisem klikala na tega. Tule nič uporabnega in pametnega ni, dejansko gor, in če pogledate recimo tukajle BitBoy Crypto, to je oseba, ki je okradla že ogromno ljudi. In to je za mene konec. Tak projekt je za mene odpisan. Popolnoma odpisan. To lahko preverite tudi sami in preverite sami. Želim vam samo te podatke dati zato, da znate vi tudi sami to preverjati, a ne. So zelo prebrisani, imajo tukaj kar nekaj objav, še celo Richarda Harta imajo vmes, takole recimo, ne. Ampak je po mojem mišljenju to čisti scam. Hvala lepa za pozornost, če vam je bilo všeč, všečkajte, kliknite zvončka, delite zadevo še z drugimi ljudmi in če se vam vsebine zdele, se vam zdijo koristne, pa da vam pomagajo, pa imate spodaj še, kako lahko podprete moj kanal. Pa si poglejte to. Hvala lepa, pa en lep pozdrav.